Živijo! Živijo, Tanja, hvala za odziv na naših 55 vprašanj. Ni problema, kar stopite naprej. Danes obljubim, bom res hitra. Ja, imamo čas. Ja, najprej čestitke za baby number 3, seveda. Hvala. Na mestu predvsem ostalim, tokrat je fantek, a že imaš ime, a nam ga zaupaš? Imamo ime, ampak ne bo zaenkrat še skrivnost. Ok. Za vse tiste, ki vaše družince še ne poznajo tako dobro, kje in kdaj ste se spoznala vidva z Davidom? V Ameriki leta 2010 na eni nori žurki. To je pa vse, kar bom povedala. Aha, s čim se trenutno profesionalno ukvarjata? Jaz sem digitalni oziroma grafični oblikovalec, David pa tudi kreativni tip, vsega pa malo videa, animacije, muzike, tako da. In letos ste se preselili v svoje lastno gnezdece, a ne? Drži. Koliko dolgo je trajala prenova oziroma koliko še bo verjetno, ne? Ja, po moje, da še ni končana, pa še nekaj časa ne bo. Mi smo zelo z veseljem spremljali vajino, predvsem do it yourself prenovo. Koliko časa vam je vzela? Odvisno od projekta. Eni so krajši, eni so daljši. Tole kuhno, ki smo zdaj videli, recimo smo v enem podaljšanem vikendu spala. Wow. Kjerega prostora si se najbolj z veseljem lotila? Najprej pa najbolj z veseljem otroške sobice, pa gremo kar pogledati. Ok, pojmo. Kjerega si se pa najmanj veselila? To pa trenutno zdajle spalnico prenavljava in še ne veva, kaj bo. Komi čakam, da vidim. Zdaj, ko je to, kar je za tabo, a bi se česa od tega, kar si naredila, lotila drugače? Ja, po mojem, da vsakič znova bi kaj spremenila. Zdaj me pa zanima malo, da gremo v to pričakovanje temo. Izdelek za dojenčka, ki se ga kot mamica v tretje najbolj veseliš? Končno bomo imeli proper voziček, evo je že pripravljen. Do zdaj smo imeli enega žnja in zdaj se res veselim tega vozičkanja. Joj, kako boste lepo vozičkali. A obstaja izdelek, brez katerega si ne predstavljaš več materinstva v prvem letu dojenčkovega življenja? Tudi to imam, evo, pripravljen. Pri nas se je že v bistvu prvo in drugo gnezdece super obnesla. Šlo so le doka tot, ki se da raztegan, pa raste z dojenčkom. Ok. Najboljša stvar, ki se ti je zgodila v preteklem letu? Po mojem, da sta dve. Tale nakup hiške, pa v bistvu nosečno. Najboljša stvar, ki se ti je zgodila danes? To, da je mož skuhal kosilo. Najboljša stvar v celem življenju? To poletje 2010, ko sva se spoznala, je bilo kar noro, no. Tam se je vse začelo. Najljubši letni čas? Poletje. Najljubši praznik? Boljše godina? Ja, ne, zima. Poletje. Najljubši praznik? Božič. Super si napisala. Če bi se lahko znebila previjanja ali nočnega vstajanja, kaj bi izbrala? Nočno vstajanje, po moje. Če bi morala obdržati eno starševsko opravilo do konca življenja, bi izbrala? Vozičkanje. Kje bi pa vi živeli, če to ne bi bila Slovenija? Po moje, da bi nas našli kje v Aziji. V katerem jeziku se vi največ doma pogovarjate? En tak miks med španščino pa slovenščino uporabljamo. A imaš rada presenečenja? Ja, imam zelo rada. Najlepše presenečenje v življenju? Redko kdo me uspe presenetiti, ko vse preizvoham, tako da jih ni veliko. Najslabše presenečenje v življenju? Po mojem najbolj pred kratkim tale hitra selitev, no, ki nas je malo presenetila, ampak na koncu se je v bistvu tudi to super iztekalo. Najlepše presenečenje, ki si ga ti nekomu pripravila? To so pa po moje čist mala presenečenja za punci, ki nista nič posebnega, nima pa ful veliko pomena. No, zdaj, če smo že glih pri presenečenjih, mi smo ti prinesli eno presenečenje, tebi in puncam. Hvala lepa. Punci! Presenečenje. No, to je za bratca. To je za bratca. Pa še nekaj za punčke. Presenečenje. Boste pogledali? Poglejta. Mi gremo pa pogledat sobico za bratca. Dojenčkova sobica je lih v nastajanju, tako da ste lih prav pršali, ker sem sred barvanja ostala. Ja, ta tvoja kreativa nas vedno znova navdušuje. Vmes, ko malo takole pobarvaš, me pa sam zanima še, a rada kuhaš? Ja, tudi to rada počnem. In kaj je tvoja največja kuharska specialiteta? Mož bi rekel, da zelenjavne juhe. Bučna juha. Bučna? No, se bomo enkrat povabili.
Najljubša počitniška destinacija? Kjerkoli s tropskim podnebjem. A je kakšen kraj, kamor se ne bi nikoli vrnila od krajev, ki si jih obiskala? Zaenkrat se mi še nič ni tako zameren. Kakšna je tvoja obvezna oprema za potovanje z otroci? Krema za sončenje, predvsem za mene, ne za punci. Kakšni vlažni robčki, pa nujno nosilka. A rajši nakupuješ nove stvari za stanovanje ali rajši prenavljaš stare? V bistvu miks obojega, no. A imaš najljubšo barvo? Nekaj takelega, taka modro-siva mi je pri srcu. Kaj pa tebi najmanj ljuba barva? Rjava. A rajši pogledaš stare videe ali rajši gledaš stare fotografije? Oboje mi všeč, mogoče videi zmagajo. Videi zmagajo. A bi nam mogoče lahko na svojem telefonu pokazala tvojo trenutno najljubšo fotografijo? Evo, gremo po telefon. Kje je moj telefon, punci? Aha. Evo, ne bom dolg časa rabila, ker jo imam kar za ozadje. Spomini na tropske čase. Ja, koliko lepe. Kaj? A bi koga z veseljem povabila na kavo, če bi lahko izbrala kogarkoli? Trenutno bi po moje Katro z Instagrama, Monday Katra. Kaj bi jo pa vprašala? Kako handla 3 otroke? No, to Ker že zdaj, že zdaj ne gre vedno. Take nasvete boš zdaj rabila. Evo, gremo zdaj na kavico, ki sem vam jo obljubila. No pa dajmo. Kaj bi pa vprašala Katro? Kako handla 3 otroke? Ja, točno, to sem že povedala. To mi še ne gre, še 2 včasih komaj. A je kakšna lastnost, ki jo pri ljudeh še posebej ceniš? To, da so sposobni tudi drugim pomagati. Na katero svojo lastnost si pa najbolj ponosna? Iznajdljivost. Kdo pri vas največkrat bere zvečer pravljico? Ti ali David? Trenutno jih po resnici bere kar telefon, imamo zvočne pravljice, da ni treba nobenemu od naju. Dobro ste se to znajdeli. Katero pravljico imata pa punci najrajši? Zvezdico za spanko. Če bi lahko bila katerikoli pravljični lik, kateri lik bi si izbrala? Trnuljčica. A imaš kakšen najljubši družinski kostum? Nisem še uspela moža prepričati v družinske kostume, tako da zaenkrat še ne. Če bi ga, a bi to bil kupljen kostum ali do it yourself? V teoriji do it yourself, v praksi pa bo navadno zmanjka časa, tako da kupimo. A se zdaj že kaj pripravljate na letošnji pust? Ne še, sem pa gotovila, da se moramo začeti, imam jaz rok lih takrat, pa ne bo dolg časa. A že imaš kakšno idejo, nam daš kakšno, nam kaj zaupaš? Neki sta punci omenjali morske deklice, tako da bomo videli, kam bo to šlo. Zdaj ne vem, a si fan baby showerjev ali ne, a imaš kakšno posebno željo, nam zaupaš, če jo imaš slučajno? Večino stvari že imam, po moje kakšna previjalna podloga bi mi prišla še prav, no. Upam, da so si zdaj naredili kaj Wink, zapiske. ja, da ljudje delajo zapiske. Kaj pa ti najrajši podariš kakšni nosečki? Mislim, da kakšne te tetrapleničke pridejo vedno prav. Najboljši starševski nasvet, ki ti ga je dala mami? Ne komplicirati. Nasvet, ki bi ga ti dala v tem trenutku mamici v pričakovanju prvega otroka? Isto, ne komplicirati. A boš kaj pogrešala iz časa nosečnosti? Po moje crkljanje, punce s trebuščkom, to je res slušno. Česa pa absolutno ne boš pogrešala iz nosečnosti? Velikosti tega trebuščka. Najbolj nenavadno dejstvo o tebi? Ne maram rib, pa ne samo kot hrane, ampak tudi kot živali. Pa morske deklice boste Ja, sej, zato. Nekaj, kar o tebi ve vsak, ki te dobro pozna. Da ne znam počivati. Še eno vprašanje, čeprav jaz bi te lahko zdaj še 1000 vprašanj vprašala, ampak a lahko mogoče nam poveš, kaj je tvoja obvezna oprema v Tiba torbi, ki vidim, da jo imaš? Ja, evo, jih jo pospravljam. Obvezno flaške za vodo. Kaj imamo še? Ponovadi kakšno menjavo oblek, pa vlažne robčke, kremice,
sončna očala, ker smo bolj na soncu radi. Pa zdaj, ko bomo imeli dojenčka, bomo higienični še z dudo, ker pa navadni nismo bili. Da vse gre not. Vidim, da me kavica že čaka. Še zadnje vprašanje. Mogoče bom zdaj šla malo čez mejo, ampak lahko pričakujemo mogoče mi še kakšnega dojenčka pri vas? Veš kaj, zdaj gre pa mi dve lepo kavico spiti, vprašanje je bilo dosti, vse druga bo pa naslednjič.